ko niso vedeli, kje sem, ali pa da me je kaj prizadelo, ali pa da sem bila užaljena, so me našli v domačem hlevu. Sem vedno znova iskala nek svoj prostor pod soncem, da bi bila opažena. Pri nas doma v družini nikoli ni bilo delitve na moško-žensko delo. Na nek način me je vse to izoblikovalo, to odraščanje v kmečkem okolju. Danes sem hvaležna za to izkušnjo, ker vidim, da v smrti ni nobene groze, da je zgolj res ona človeška povezanost, da smo si pripadali. Mene najbolj pri vsemu temu jezi prelaganje odgovornosti s strani državnih inštitucij. Rabimo varnost, rabimo mir, ne, in enakost pred zakonom za vse državljane. S podporo zmeraj pride pa tudi odgovornost, ne. Pozdravljeni, moja današnja gostja je Belokranjka. Prihaja z Radovice pri Metliki in občino nosi v posebnem srcu. Je hudomušna, iskrena in njeni najožji sodelavci pravijo, da tudi zelo načelna. Martina Legan Janžekovič, lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu podcasta. Odrasli ste na kmetiji, ste iz družine Janžekovič, kot najmlajša od 4 deklet. Kakšen otrok ste bili? Izredno radoživa sem bila že od majhnega. Hkrati kot 4. punca v družini sem vedno znova iskala nek svoj prostor pod soncem, da bi bila opažena. In to je bilo marsikdaj tudi za kako tako hudomušno pa zanimivo dogodivščino. Naša družina je precej širša družina, precej velika. Naš dom je bil vedno poln obiskov ljudi, ki so prihajali, bodisi očetovi bratje ob nedeljah popoldan, bodisi sosedje. Na nek način smo že bili kot neko središče vaškega življenja tudi. In kot otrok sem vsrkavala vse te pogovore starejših, jih spremljala, jih opazovala. Recimo, kaki zimski večeri so bili dolgi in ko so vaške gospe prihajale na obisk stari mami, ko so ob kakem cufanju perja ali pa modrovale, sem jih jaz na nek način poslušala, včasih sem se tudi vključila v pogovor, potem seveda je bilo to zelo zanimivo s strani teh starejših, ne. Ampak na nek način me je vse to izoblikovalo, to odraščanje v kmečkem okolju. Kako pa ste se s sestrami razumele? Najstarejša sestra od mene starejša 9 let, potem je 8 pa 6. Moram reči, da mogoče danes se najboljše razumemo. Zaradi te generacijske oddaljenosti verjamem, da sem jim šla mnogokrat na živce, predvsem v fazi njihovega odraščanja, ne, ko so mogoče tudi marsikdaj nehote izdala kako njihovo skrivnost staršem. One na nek način so bile pa zaznamovane s tem, da so morale paziti na svojo mlajšo sestro in jo s sabo na nek način vleči tudi tam, kamor niso želele. Potem kasneje so mi marsikdaj dale tudi kakšno nalogo. Na primer, spomnim se, da vasi je bila mladinska organizacija in ena izmed sester je bila v odboru in seveda njej se ni dalo ob sobotah nositi vabil na sestanek. In zato sem morala poskrbeti jaz, Da si ne. izkoristila. Ja, v bistvu izkoristila, meni je pa tudi to, dajmo reči, potepanje tudi prišlo prav. Kaj vas je pa zanimalo kot otroka? Kot otroka me je izredno zanimala narava, zgodovina. Rada sem brskala po knjigah iz domače knjižnice. Ko sem bila majhna, sem si želela postati veterinarka, ravno zaradi te izredne velike ljubezni do živali in do narave. Marsikdaj, ko niso vedeli, kje sem, ali pa da me je kaj prizadelo, ali pa da sem bila užaljena, so me našli v domačem hlevu, zraven kakšnega telička. Kot otroka me je tudi izredno zanimala zgodovina. V osnovni šoli sem si želela potem postati arheologinja. Izredno rada sem prebirala knjige avtorjev, kot so Karl May, Alexander Dumas, Julesa Verna sem vedno oboževala, Agato Christie potem kasneje.
In to v bistvu so nek način stvari, ki so tudi tam moj krog zanimanja oblikovali. No, ko sem vas prosila, da prinesete nekaj, kar vas še danes spominja na otroštvo, ste izbrali tole ovčko. Kaj vam pravzaprav ta ovčka, kakšne spomine vam obuja? Ta ovčka je na nek način simbol. Zdaj smo v adventnem času. Ta ovčka je bila v prvih jaslicah, ki se jih spomnim, kot otrok. In na nek način tudi ovčka kot na nek način zaznamuje tudi moj karakter. Kot že omenjeno, sem imela zelo rada živali, naprosila sem očeta, da mi je kupil eno ovco. Iz tiste ovce in njenih potomcev smo razmnožili čredo. In spomnim se, da smo, ko sem bila v 4. razredu, se pravi stara dobrih 10 let, ravno v tem predbožičnem času je iz našega hleva pač izginil eden majhen jagenjček. In tista jagenjček je na nek način, meni je bilo nepojmljivo, da ga ni, in sem ga 1-2 dni z njegovo mamo, ovco, iskala pač v okolici vasi. Ni ga bilo in potem sem se kar samovoljno odločila, da grem to izginotje prijaviti na policijsko postajo. Koliko ste bili takrat stari? 10 let sem bila stara. In šla sem na policijsko postajo, povedala, kdo sem in pač ne. Doma, ko sem povedala staršem, da sem bila na policiji, na nek način so z nejevero to opazovali, ne, kdo bi otroka poslušal oziroma upošteval, ne. In seveda po enem tednu ni bilo ne duha ne sluha, ne od policistov, nobene informacije in kar mene nikakor ni zmedlo, ne. In sem šla na policijsko postajo vprašati, če je kaj novega o tem mojem, ne, jagenjčku. In je rekel policist začudoma, da res je, ne. Ugotovili si, no, kje je. Je v sosednji vasi, na hrvaško stran, ne, in povedal mi je številko hiše, v kateri naj bi ta moj jagenjček bil, ne. In jaz sem kar na poti iz šole 2 avtobusne postaje šla ven, ne, s torbo in z vsem kar do te pač hiše, v kateri naj bi ta naš jagenjček bil. V glavnem, tam je bila ena gospa, starejša, stroga, z takimi očevali kot ne, pivskimi flašicami, ne, debelimi. In je rekla, da res je, ne, bila je noč, ne, in ta jagenjček je kar zavil v naš hlev in jaz sem ga pač poskrbela zanj, ne. Sem rekla, v redu, ne, jaz bi ga rada vzela s sabo domov, ne. Rekla, gospa, ne bo to šlo tako zlahka, jaz sem mogla kupiti cucelj, hranila sem ga cel teden, ne, mleko sem za njega in ga pač poskrbela in je gospa zahtevala 50 dinarjev za to uslugo, ne. Jaz seveda denarja nisem imela, jagenjčka nisem želela pustiti v enem takem, ne. Sem razmišljala, kako naj zdaj to zagato rešim. In kako se je končalo? Tako se je končalo. Slišala sem zvok enega traktorja in zraven se je peljal en gospod, ki je šel iz službe, ki sem ga na videz poznala iz ene pač oddaljenejših vasi. In sem jaz njega, tako sem zakrila, ga stavila, mu rekla pač, glejte, jaz rabim nujno eno uslugo. A bi vi hteli meni posoditi 50 dinarjev? Obljubim vam, moj oče vam jih bo sigurno vrnil, ne. In ta gospod se je tako, pustimo to, da je malo zaudarjal po alkoholu in tako naprej, ne, nasmejal. In je rekel, ja, ni problema, ne. In je potegnil denarnico, mi dal teh 50 dinarjev, jaz sem jih dala tisti gospe. Malo čez stisnjene zobe, priznam, in potem je tista gospod naložil mene in tega jagenjčka in mojo torbo in nas je zapeljal proti Radovici, proti domu in tudi seveda. Ampak to mi je na nek način že takrat v tej otroški, ne, obdobju dalo do znanja, ne, da če si vztrajen, če si zaupaš, če si iznajdljiv konec koncev, da če danes skozi oči županje ali pa neke javne osebnosti razmišljam, tudi to upoštevanje institucij, zaupanje v institucije, kot recimo takrat v policijo ali kaj, da to mora delovati, če je tako prav in pošteno, na nek način me je to izoblikovalo. Pa so vam ta pogum, ker navsezadnje je bilo pogumno, ne, in to odločnost privzgojili starši, kaj so vam pravzaprav dali oziroma kako vas je kasneje potem izoblikovalo življenje? Moja mama še marsikdaj danes reče, ne, da ne ve, ne, ker karakterno je ona drugačna.
da ne ve v bistvu, po komu sem jaz podedovala ta pogum, to odločnost, to premočrtnost, tudi za ceno, ko bi mogoče bilo kdaj lažje skloniti glavo ali pa se oklepati kake očarljive laži, pač vztrajati pri temu, kar je prav. Jaz mislim, da so mi mogoče to največ dale knjige, ki sem jih s takim veseljem požirala, ker v knjigah konec koncev zmeraj dobro premaga zlo in tisto, kar je redko kdaj zmaga nepravica. In pa predvsem ta zgled starejših, se pravi, ki so skozi pogovore zmeraj poudarjali to moralno držo, to načelnost, ne, in prepričana sem, da je temu tako. Že kot mlado dekle, torej po osnovni šoli, ste odšli čez Gorjance v Novo mesto na srednjo kmetijsko šolo Grm. Kako je bilo takrat zapustiti Radovico, kajti bili ste v internatu, ne? Res je, prva 3 leta sem bila v internatu, zadnje leto sem se vozila v šolo čez Gorjance. Na nek način, če danes razmišljam temu tako, sem bila v to potisnjena, ne. Moje 3 starejše sestre so na nek način že takrat izoblikovale svoje poklicne poti. Pri nas je pač kmetija kot taka narekovala, da more nekdo ostati doma in se je to v bistvu na nek način pričakovalo od mene. Seveda takrat kot 15-letni otrok na nek način ne razmišljaš o tem, kaj bo to vse za sabo potegnilo v nadaljevanju, v smislu iskanja življenjskega sopotnika, ki bo delil enake, ne, zanimanja kot ti in tako naprej. Pa vendar, tisto neko samozaupanje, da boš, ne glede na to, kaj ti bo življenje prineslo, da boš samo kos, mi nobenih strahov takrat v glavi ni povzročalo ali pa nekih bojazni. V bistvu, ko najdeš neko svojo sredino v svetu, se z lastno iznajdljivostjo postaviš na noge, ne. Ampak cesta je pa verjetno od tistih časov, ko ste vi hodili iz Metlike proti Novemu mestu, še vedno takšna, kot je bila. Enako kaj? vijugasta. Ja. Verjetno tudi s kakšno razdrapano jamo več, ker nas Belokranjce izredno jezi ta neposluh s strani države in ravno zaradi tega mogoče tudi moj ves ta angažma v zadnjih letih, kar se tiče lokalne politike, sodi v to področje, ne, da s to prodornostjo, s to angažiranostjo in pa predvsem vztrajnostjo probamo premakniti stvari, da bi bilo našim zanamcem lažje oziroma omogočeno. Ampak Martina, kaj vas najbolj jezi pri tem? Ta tema je dobesedno že dobila precej dolgo brado. Mene najbolj predvsem v tem jezi to prelaganje. Prelaganje odgovornosti s strani državnih inštitucij, zakaj nečesa ni. Pripravljenost na strani lastnikov zemljišč obstaja, je izkazana. Načrti so narejeni. Tudi država pravi, da denar več ni problem, da sredstva so, ne. Se pravi, vse te birokratske ovire, ki si jih konec koncev sami nalagamo, ne, znotraj zakonskih obvez, za njimi stojijo ljudje z imeni in s priimki in mislim, da bi tukaj treba marsikaj bolj konkretno zahtevati od teh pristojnih. Včasih ima človek občutek, kot da so civilne iniciative državi potrebne. Kot da si jih želi. Da jim pašejo. Da jim pašejo. Sigurno so v določenih sferah življenja civilne iniciative tiste, ki spremenijo tok razmišljanja in tudi potrebne. Pa vendar bi vsekakor morale nositi tudi del odgovornosti za razne zastoje. Recimo zdaj ob poplavi množice referendumskih pobud, ne, najlažje je zbrati
5000 podpisov, dajmo reči. Ne. Ampak težje je pa prepričati ljudi, da grejo na volišča, takrat, ko je lepa In nedelja. odločajo In takrat, odločajo ne. o tem. Ampak po mojem mnenju bi marsikaj spremenila participacija. V smislu, če menite, da je neko vprašanje tako zelo pomembno za delovanje države, potem v bistvu zagotovite tudi, položite kavcijo, pol stroškov za izvedbo referenduma, govorimo o 3 milijonih, na primer, ne. In če ne bo 40 ali pa 50% udeležba, boste pač ta denar namenili za izvedbo. To bi marsikaj spremenilo, ne. Pa pustiva za nekaj časa politiko ob strani, vrniva se v vaša srednješolska leta oziroma že potem študentska. Odšli ste iz Novega mesta, če tako rečeva, v Ljubljano, na študij agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Ste to izbrali zavestno, ker ste že takrat nekako vedeli, da boste ostali na kmetiji, ali je bilo v ozadju kaj drugega? To sem v bistvu izbrala kar zavestno, s prepričanjem, da je to moja življenjska pot, in tudi z zavedanjem, da bom storila vse, da bo temu tako in da sem v tem dejansko tudi srečna v tem poklicu. Ta stik z naravo tudi dandanes, ne, kot županja, redkokdaj kakšne druge oblike rekreacije uporabljam, kot je delo z zemljo ali pa v vinogradu. Ker na neki način ugotavljam, da takrat, ko so roke najbolj izmantrane, pa ko je telo tudi utrujeno, takrat so misli in bistrost misli v glavi najbolj čiste. In na neki način me to napolnjuje z energijo, to fizično delo kot tako in pa spremljanje tudi konec koncev ciklusa Zemlje, ne. Narava nas vedno znova uči, ne, da ima življenje svoj krog, ne. In tudi konec koncev nas uči tudi one potrpežljivosti in pa tega, da ni vse odvisno od nas, ne. Pridejo tudi težka leta, pridejo toče, pozebe, ne. Zelo dobro razmišljanje, ne, ampak ste dejansko iz tiste generacije, ko smo otroci komaj čakali, da pobegnemo s kmetije, ne. Vi ste jo prevzeli leta 2004, ne, če se ne motim, in nikoli niste obžalovali tega. Mogoče sem. Kdaj? Sem takrat, ko v bistvu zaznaš, da so državo polna usta besed o tem, kako pomembne so majhne družinske kmetije za obstoj samooskrbe v Sloveniji, hkrati pa z ukrepi na področju kmetijske politike ovira razvoj in zavira z vsemi temi birokratskimi prijemi in na neki način sili ljudi, da iščejo svojo zaposlitev tudi izven kmetijstva, ker ima človek si rad privošči tudi en teden dopusta ali pa 14 dni, ne, ker ga to napolnjuje. In je rad zaščiten tudi takrat, kadar je bolan, ne? Točno to. In tukaj, ne, vidim ta manjko, zakaj ta mlajša generacija, ne, kljub vsej tej silni ljubezni do zemlje, do tradicije svojih prednikov in tudi delavnosti, ki jo izkazujejo, v večji meri ne prevzema kmetij. Zaradi tega velikega tveganja, pa tudi javno mnenje, dajmo biti odkriti, ni čisto naklonjeno, ne. Mene vedno znova zaboli, ko tudi preberem kako kritiko v smislu, to je kmečko, to je kmetavzarsko, ali pa kmetica kot psovka, ne, na neki način, ne. Ampak Martina, se mi zdi, da je po koroni tega bistveno manj. Da se bolj ceni nekoga, ki se trudi. Je manj, ampak bi bilo prav, pa da je to mogoče tudi z nekega finančnega vidika bolj podprto, ne, da več pač pridelkov kupujemo od sosedov, od neposrednega soseda, ne od tistega iz sosednje vasi, in mu s tem pokažemo, da cenimo, ne, to, kar dela. No, vi ste po diplomi, ste se poročili? V času študija sem se poročila in tudi pač rodila hčerko, Laro,
Potem ste nekaj časa skrbeli za družino, ne, in za Tako. kmetijo, potem pa ste se le odločili, da greste v službo. Vaša prva služba je bila kmetijska zadruga Metlika. Tako. Kaj je takrat zadruga pomenila kmetom? Zadruga letos praznuje 80 let delovanja in mislim, da že od vseh začetkov do zdaj pomeni en primer dobrega sodelovanja in pa medsebojnega zaupanja na eni strani pridelovalcev, na drugi strani pa kot zadruge, kot enega sistema, ki jim nudi vso to podporo v smislu nabave repromateriala in potem poskrbi tudi za skupno prodajo, ne, da v bistvu tega trženjskega dela kmeti. Vam je bila ta služba pisana na kožo? Jaz sem začela kot vodja ene proizvodne enote, vinogradništvu. Bila mi je velik izziv, zaradi tega, ker stvari niso bile pač takšne, kot bi morale biti. Marsikdo se je te službe bi se utepal, tudi meni je bilo svetovano, da so mogoče ti čevlji, kot pravijo, preveliki, ne, sploh za žensko, ki mora po večini voditi moški kolektiv. Ampak to je meni v bistvu bolj predstavljalo neke vrste primer nekega samodokazovanja, da se da, če so temelji pravi. Vodstvene sposobnosti navsezadnje ste imeli še iz osnovne šole, pa iz srednje šole, potem naprej tudi med študijem. In očitno so vam moški radi sledili po znanju. V bistvu vse te vodstvene sposobnosti skozi celotno obdobje mojega delovanja temeljijo predvsem, bi jaz rekla, na moji delavnosti. Da v bistvu niso besede tiste, ki kažejo, kako je treba kaj narediti, ampak da z zgledom, z dejanji ljudem pokažeš, ne vem. Jaz sem, ko sem prišla kot tehnolog, z delavci en cel dan delala, do te mere, da sem potem imela normo, ne, in sem rekla, če lahko jaz kot ženska toliko naredim, ne, potem tudi, če od vas pričakujem na dnevni rabi to. In v bistvu, Torej zgledi vedno ja, vlečejo, zmeraj, ne? absolutno. Martina, danes se ukvarjate predvsem doma na domači kmetiji z vinogradništvom. Koliko trt imate? Doma imamo 7000 trt, se pravi dober hektar pa pol. Smo tudi kooperanti kmetijske zadruge Metlika. V vinogradništvu niso svetli časi, sploh če si vinogradnik, ki prodaja grozdje, ker je višja dodana vrednost seveda tudi pri vinu. Jaz vinograd jemljem, kot že prej omenjeno, kot prostor, kjer mi kot družina funkcioniramo, da skozi delo pač ob delu se pogovarjamo. Otroka glih nista, moram priznati, navdušena nad vsakodnevnim delom in ko že naprej napovem, da naslednji dan gremo skupaj, ne, to enih vzdihovanj in mogoče tudi gledanja tega, kako bi, da ne bi, ne. Podobno kot pri vseh drugih mladostnikih, ne? Absolutno. Ampak potem pa, ko pa smo tam in začnemo, se marsikaj odpre, ne, se pogovarjamo. In ko končamo z delom, smo vsi navdušeni, kako ogromno nam je dalo, hkrati smo pa še nekaj koristnega naredili. In vinograd je v bistvu nek način poligon za spodbujanje delovnih navad, vztrajnosti, in ga jemljem kot takega, ne zgolj samo kot neka ekonomska računica, ali se splača ali se ne splača. In pa predvsem tudi, kako vsako leto je drugače, ne. Kako pa se, dobro, zdaj verjetno se že dobro znajde, ampak kako se je vaš mož Marko znašel v vinogradništvu? Navsezadnje prihaja iz Suhe krajine, tam niso ravno tam ni ravno žlahtna vinska trta. Kako mu gre danes? Danes mu gre odlično, oziroma še več. Tudi mogoče takrat, ko jaz bi že kaj rekla, da pa toliko pa vseeno ne rabimo, je on tista, ki vleče naprej. Večkrat se pošalim zaradi tega, ne glede na to, da je mož Suhokrajinec, da je prišel iz Suhe krajine v Belo. Pošalim se, da mogoče zaradi tega tako dobro funkcionirava kot
par, da je iz ene manj razvite regije prišel v tem primeru kot v Belo krajino, kot nekaj, da je to za njega en svetov vzgled. Ampak spoznala ste se pa na Otočcu, ne? Tako, jaz in na Otočcu sva se spoznala na prvo obletnico mature, ko je prišel po enega mojega sošolca, da ga je peljal domov. Hkrati mu je potem tudi sošolc rekel, da če bo pa tukaj zafural, da pa ne bosta več prijatelja. Tako da v prvem letniku fakultete sva se spoznala. Ampak tudi vi ste pri delu v vinogradu precej spretni, ne? Sedete na traktor, naložite na prikolico, odpeljete tja, kamor je treba. Skratka, dobro vam ste videli gredo. posnetek Dobro vam grejo ta na dela. državnih omrežjih? Ja, res je. Kar se tiče teh kmečkih opravil, smo morali punce že od vedno, ne, delati vse tisto, kar je potrebno. Spomnim se, da sem že v prvem razredu popeljevala traktor IMT-ja na njivi. Konec 8. razreda sem že orala. Da vas je oče naučil teh spretnosti? Jaz bi rekla, da mogoče je to tudi ena taka družinska ljubezen. Ko želiš nekomu olajšati, ne, vsakodnevno življenje, v smislu, da je nekomu lažje in da je potem vesel, da te ima. In jaz sem v bistvu s traktorjem že kot osnovnošolka delala, potem v srednji šoli. Tudi danes se kdo začudi, ko me vidi, ampak pri nas doma v družini nikoli ni bilo delitve na moško-žensko delo, pač vsi delamo vse in Razen očeta ni bilo fantov. ja, potem pa je trajalo, da so prišli k hiši. Martina, kako pa vas je zaznamovala očetova smrt? Relativno zgodaj ste ga izgubili. Ja, res je. Moj oče je bil star 70 let, ko se mu je diagnosticiral rak. Zaznamovala me je na nek način, kljub tej vsej travmi mi je tudi ogromno dala. Mi smo zelo povezana družina, in njegova želja je bila, da se mu omogoči, da se poslovi doma. On je imel tudi KOPB, bil je na aparatu za kisik, in je dejansko zadnja 2 meseca preživel doma, ob negi seveda patronažnih sester in vseh nas. Ampak ta 2 meseca sta bila na nek način tudi blagoslov. V tem času smo se lahko resnično vse pogovorili, nič ni ostalo neizrečenega. Ob tem, da smo se pogovorili tudi o tem po času, ko njega ne bo, kako bomo funkcionirali. In ravno na novo leto, ob 4 zjutraj nas je zapustil, ob njemu smo bili celotna družina. In danes sem hvaležna za to izkušnjo, ker vidim, da v smrti ni nobene groze, da je zgolj res ona človeška povezanost, da smo si pripadali in da smo osmislili en drugemu življenje. Tako da še dandanes se spomnim na tiste čase z enim takim res občutkom, da nam je bilo to veselja, da nam je bilo dano to doživeti skupaj. No, že prej sem omenila, da ste že iz osnovne šole naprej dejansko bili na vseh možnih funkcijah, tudi v svetu krajevne skupnosti na Radovici, predsedovali ste krajevni skupnosti. Takrat so vam celo rekli, da ste radoviška županja, ne? Radovska županja. Ja, verjetno je ta ena moja sposobnost v smislu prepričljivosti ali pa jasnosti misli, tista, ki je skozi vso to mojo dobo narekovala prevzem določenih funkcij, bodisi v društvih, bodisi v krajevni skupnosti. In tudi to spoštovanje konec koncev od lokalnih prebivalcev, od sosedov, od občank in občanov ni samo po sebi dano, ne.
ampak je rezultat tistega življenjskega zgleda, kakšen si ti v vsakodnevnem življenju. Ne? Ti ne moreš fejkati, ne? Pred družinskimi člani, pred sosedi, mogoče pred nekom iz Amerike ali pa iz Kitajske. Ampak dejansko res, da živiš na način, da ljudje v tem prepoznajo pravo pot, je tisto, kar generira potem to, da ti zaupajo določene funkcije oziroma da ti zaupajo to, da govoriš in jih zastopaš, ne, v njihovem imenu. Kaj pa vas je potem prepričalo, da ste kandidirali za občinski svet? Za občinski svet me je prepričala neka vrste potreba lokalne skupnosti. V Radovici smo takrat ravno kar zaključevali z investicijo kanalizacijskega omrežja. Veste, ko se v okolju dela neka investicija, se ponavadi skupnost kar skrega. Ne? Takrat ljudje vidijo neke vrste priložnost, ne? Da neke svoje interese, ki jih v preteklosti niso mogli uresničiti, skozi pogojevanje nečesa dosežejo. In takrat ponavadi si ljudje, sosedje takrat kar sprejo, ker vidijo, njemu bojo 1 kvadratni meter asfalta naredili, čez moj vrt bo pa šlo pa brez tega. Ne? In takrat je bilo kar precej tenzij tudi pri nas v vasi. In čeprav takrat nisem imela neke formalne vloge, so me pa povprašali za mnenje. In potem na nek način so me usmerili v to, da bi bilo pa dobro, da pa če bi imeli predstavnico v občinskem svetu iz Radovice, da bi se pa še kaj lahko več naredilo. In sem rekla, v redu, sem pripravljena, se pač dati na razpolago, ampak pričakujem vaše preferenčne glasove na volitvah. To je bilo na enem zboru krajanov v vasi. In tako se je tudi zgodilo. Ne? Ta podpora je resnično potem tudi prišla. S podporo zmeraj pride pa tudi odgovornost, ne? In pa tudi tista prepotrebna aktivnost, ki jo pač potem v to vložiš. Ne? No, v času županovanja gospoda Zevnika pa ste leta 2019 postali podžupanja in se potem na naslednjih volitvah odločili za kandidaturo za županjo. Med 4 kandidati ste takrat prejeli 60% glasov v prvem krogu. To je skoraj, se mi zdi, redko prisotno. Kako ste sprejeli to zaupanje občanov? Z veliko mero odgovornosti, tako kot vedno, kadar mi je ta naložena. Seveda podpora godi, ampak v ozadju podpore so tudi velika pričakovanja, ki pa jih ni vedno moč uresničiti, vsaj ne tako na hitro, kot jih današnji čas narekuje. Današnja družba, ljudje smo tako naravnani, da bi imeli radi vse zdaj takoj, pa po možnosti še zastonj, če se da. In tukaj je potrebno ogromno nekega prilagajanja, ogromno sklepanja kompromisov, v smislu, da dosežeš tisto večje javno dobro, oziroma da izraziš ta javni interes, ki mora vedno predvladati nad osebnim. In predvsem neka ta mirnost v sebi, pač kot nekdo, ki odloča v imenu in vseh, je potrebna, da si pri teh odločitvah načelen, strokoven, ker naloga župana, županje ni v tem, da bi ugajal za vsako ceno, vse po mojem mnenju, ampak da ravna transparentno, pravično, po pravici in pa v javnem interesu. In to moraš v bistvu vsakodnevno si v glavi, ne glede na posledice. Kakšne sodelavce ste zbrali okoli sebe? Sodelavci, kar se tiče po strokovni plati, so odlični strokovnjaki, vsak na svojem področju. Želela bi si pa povečati ekipo v smislu, da so to ljudje, ki bi to lokalno pripadnost izkazovali ne samo v službi, ampak tudi v privatnem življenju na način, da tudi izven meja občine Metlika lobirajo za naš interes, za naš razvoj. Žal
zaposlitvena politika v javnem sektorju. Vemo, kakšna je. Ja. Ne, kar se tiče same višine plače, ne, da bi ta visoko usposobljen kader, ki se tudi pač v gospodarstvu, ki je v gospodarstvu ustrezno plačan, nimamo vzvoda, da bi ga v javni upravi zaposlili na ta način, da bi bil še večjo korist. Kaj pa vam pravzaprav spodbuda, da boste še drugič kandidirali? Tudi verjetno ne plača. Ne, absolutno. Županske plače, kljub temu, da so večkrat predmet pogovora, nikakor ne odtehtajo vseh tistih ur, ki jih namenjamo, ne. Mene v bistvu k temu vleče nek način zaveza, ki sem jo dala sama sebi takrat, ko sem se odločila za kandidaturo, da je pač sedaj čas mene in moje generacije, da potegnemo stvari na boljše. Pa tudi z ceno poraza, v smislu, da si ne bi kdaj pozneje očitala, da nisem niti poskusila, da nisem izkoristila priložnosti, ki mi je bila v bistvu dana, ali pa vseeno v moje srce, ali pa v moj v tistem trenutku, da nisem izkoristila na način, da se nisem upala niti poskusiti. Martina, pa imate višje apetite v politiki, kajti lepo po stopničkah napredujete, lepo po stopničkah uspevate, tu je zdaj na vrsti državna politika, vas vleče kaj tja? Jaz sem zelo tak razmišljujoč človek, v smislu, dobro poznam tudi svoje slabosti, ne samo prednosti. Se mi zdi glih ta postopna rast in da določeno okolje spoznaš do te mere, da ga obvladuješ, ne, se mi zdi najbolj pomembno in tudi v tem momentu sem zadovoljna z pozicijo, ki jo pač opravljam, in pa zdi se mi tudi najbolj pomembno, da razmišljam preudarno o razvoju občine, o načinu dela v prihodnje, vsemu temu, kar moramo narediti v lokalnem okolju, ob dejstvu, da to mreženje s tistimi, ki pa delujejo na področju državne politike, je pa tudi izrednega pomena. Mogoče, če zdaj tako razmišljam, ta moja nestrankarskost, ne, ker nisem pač članica nobene stranke, tudi je prav, da povem, da sem katoličanka, da pa spoštujem vrednote NOB-ja na način, ne, in vsak si želi me dati v nek kalup, ne. Se zabavate pri tem? Se, moram reči, da me to, ker res ne, vem, kaj je prav, kdo je kdo, kaj mi vera kot taka daje, da mi daje moč. Ampak kam navsezadnje sebe umeščate v politiki? Dejansko se mi zdi, da je teh delitev izjemno veliko, preveč, predvsem pa niso plodne. Deli nas tako rečeno že WC papir. Ja. Zakaj mislite, da smo Slovenci tako razdeljeni in tako radi etiketiramo posameznike v politiki, levo, desno? Zaradi tega, ker to mora biti interes nekoga, ki ga ne videvamo vsakodnevno verjetno po televiziji, ni deležen te velike medijske izpostavljenosti. Kam sebe Mislim, umeščate? kapitala. Sebe, če bi se mogla strogo politično umestiti, eden izmed svetovalcev predsednice Republike Slovenije je v enem izmed pogovorov v bistvu mene umestil med krščanske socialiste. Pravite, da bi ljudje morali pozabiti na politične barve in bolj konstruktivno sodelovati za mir in sožitje, navsezadnje za boljši jutri naših otrok in vnukov. Vendar se zdi, da zdaj, ko opazujemo, kaj počne Evropa, kot da ji ni v interesu za naše naslednike. Res je, mi moramo razmišljati o tem, kar je danes in kaj bo jutri. To, kar je bilo pred 80 leti ali pa pred 300 leti, nimamo več vpliva. In škoda se je obtoževati, kdo je bil na kateri strani.
Recimo moj stari oče po mamini strani je bil pač zajet kot partizan, bil zaprt v Begunjah in leta 1944 je umrl v taborišču v Mauthausen. Njegov brat je bil duhovnik, ne, in je potem pač in meni je nesmiselno danes razmišljati o tem, kakšen človek je bil pač, ne. Bolj razmišljam o tem, kako je trpela njegova družina in kako je to v bistvu zaznamovalo ne samo njegove otroke, ampak tudi verjetno generacije, kot tudi mene na neki način. Zaradi tega se mi še bolj nesmiselno zdi razmišljati o tem, kdo je kaj naredil prav pred 80 leti ali pa narobe. No, saj Ja. ne rabimo iti tako Ja, daleč ja. nazaj. Lahko gremo, ne, že na včeraj, ne. Tako je. In Politika nas razdvaja, Nas. namesto da bi skrbela za to, da držimo skupaj, potegnemo voz in Ja, ustvarjamo. voz potegnemo v smislu neke všečnosti, ne. Hkrati pa voz vlečejo ljudje, ki ne rabijo prevzeti nikoli nobene odgovornosti in s temi besedami delajo na neki način, kot da nič ne pomenijo. Saj včeraj že, mislim, jutri že nekdo je pozabil, kaj je nekdo rekel včeraj, ne. In nihče nobenega izmed političnih komentatorjev ne vleče za jezik, ne, pred enim mesecem ste pa drugače trdili, ne. Mene bolj mogoče v tej vsej zgodbi moti ta nenačelnost Izvoljenih. izvoljenih in pa tudi v Evropski uniji, ne. Da je Evropa v smislu te globalne krize, kot z Ukrajino pa s Palestino, izločena v bistvu iz odločanja. Vse v njenem imenu sprejemajo na neki način, zdaj lahko rečemo celo dva človeka, ne, govorimo o Trumpu pa o Putinu, ne. In mi stopicamo tam nekaj zraven, ne, in dejansko deluje, kot da pa Pa se vam ne zdi, da imamo trenutno na vrhu evropske politike same nesposobneže? ne bi rekla, da so nesposobneži, če niso celo ljudje, ki jim je to v interesu, Preračunljive? preračunljivosti. Prej bi rekla to, ker nihče ne dobi na neki način nekega poziva ali pa klica samega v sebi, da bi na nekem področju deloval pa delal, ne da ne bi dobil še neke lastne moči, ki bi ga gnala pri tem, ne. Jaz sem prepričana trdno, da ne glede na to, kako smo zadovoljni ali pa nezadovoljni s politiki, vsak od njih je šel z nekim lastnim entuziazmom, da bo spremenil svet na boljše. Ampak potem je verjetno v določenem fazi ugotovil, da se ne splača vztrajati pri načelih in da je dosti bolj ugodno in lagodno, ne, trobiti v isti rok s tistimi, ne. Ki te plačujejo. Tako. Martina, znani ste po izjemni retoriki, ste namreč zelo odprti, komunikativni, spoštljivi, spoštujete tudi različnost, hkrati pa razmišljate z zdravo kmečko pametjo. Nam te danes manjka? Sigurno. Sigurno nam manjka tega občutka za to, kar je prav, narobe, manjka nam te lastne načelnosti, ta moralna integriteta, ki jo v vsakodnevnem življenju tako postavljamo na piedestal, kako je potrebna, delamo pa ravno nasprotje. Glih zaradi tega, ker se bojimo kritike, ne. Zmeraj je lažje nekoga pohvaliti, pa tudi če je to čez stisnjene ustnice, ne, kot pa ne kritizersko, ampak tako prijazno, kritično nekomu povedati: "Glej, ne, sem pa drugačnega mnenja, ne." Kako pa vi sprejemate kritiko? Jaz imam rada odkrito kritiko, na ravni nimam rada tapkanja po ramenih, rajši in to tudi cenim, da jo priznam in dosti bolj spoštujem ljudi, ki odkrito pristopijo, povejo po domače, kot pa po raznoraznih kanalih pošiljajo sporočila. No, na izredni seji Mestne občine Novo mesto, ko se je govorilo oziroma ko je prišla na plano ideja o Šutarjevem zakonu, ste s svojim govorom navdušili marsikoga, tudi mene. Kakšni so bili odzivi s terena takrat po seji? Ogromno odzivov sem požela.
Veseli me, da so ljudje začutili, da sem govorila v njihovem imenu. Zadovoljna sem bila na nek način sama s sabo, ker mi je uspelo skozi besede izraziti vse to, kar smo prebivalci jugovzhodne Slovenije pač vsakodnevno doživljamo. Zadovoljna sem tudi s tem, da nisem kritizersko napadala pač aktualnih političnih akterjev in jih pozivala k odstopom, ampak da sem zahtevala zgolj to, kar mi rabimo, ne. Rabimo varnost, rabimo mir, ne, in enakost pred zakonom za vse državljane. Seveda bila sem deležna tudi nekaj negativnih odzivov. Najbolj sem se pa zabavala takrat, ko so me napadali državni akterji tako z leve kot iz desne. In takrat sem sama sebi rekla, no, saj potem sem pa na pravi poti, ne, če so to videli kot napad, tako eni kot drugi. Kaj so vam očitali? Očitali so mi politično pristranskost. Eni so mi počitali, da sem totalno leva, da sem pripadnica levice, na drugi strani so mi očitali, da sem desničarka. Nič od mene ne drži. Jaz sem zgolj pač županja, ženska, Belokranjka, ki je v danem trenutku opozorila in povedala tisto, kar je mislila. Za vsako izrečeno besedo še danes trdno Mislim, da stojim. ste nam vsem takrat nalili čistega Ja. vina. Trdno stojim za vsako izrečeno besedo. Seveda mi je romska skupnost v lokalnem okolju zamerila ta govor in ravno prejšnji teden sem imela sestanek s komisijo, ki spremlja položaj romske skupnosti, in tam so bili tudi pripadniki Romov prisotni in v bistvu so jasno povedali, kaj je njih najbolj zmotilo, ne. Zmotilo je to, da kot županja ene izmed občin, po katerem mnenju njih imamo najmanj težav z romsko populacijo, sem javno povedala to, kar mislim, ne. Da v bistvu bi jaz morala biti tiho, da bi mogli govoriti župani, ki imajo večje težave. Pa vendar to so težave vseh nas, ne, in jaz tudi mogoče preko tega podcasta pozivam vse, da moj govor še enkrat poslušajo, pa bojo videli, da je bil spoštljiv in na nivoju. No, z možem Markom imata 2 otroka, ki so vama v največji ponos. Zanimivo se mi zdi, da sta hčerka in sin rojena na isti dan, le s 7 leti razlike. Lara je stara 23 let, sin Luka pa 16. Se tudi doma kdaj pogovarjate o kakšnih političnih odločitvah, družbeno aktivnih in družbeno angažiranih temah? Gre kdo od vaših otrok po vaših stopinjah? O političnih odločitvah se ne pogovarjamo doma. Doma smo družina. Mogoče kdaj opazim tako skozi pogovor, da moja 2 otroka prebereta marsikatero javni forum, ne, in onadva v bistvu izpostavita, ne, prebral sem recimo, rekel Luka, prebral sem, ne, mami, veš, so napisali to pa to o tebi, ali pa Jo ne. kritike na vaš račun kdaj prizadenejo? Ne, nimam občutka, da bi jo prizadele kritike, ampak da v bistvu se bolj, ko nekaj me preseneča in obenem tudi veseli, da se zaščitniško, ne, obračata name, ne. Ne vem, mislim, da je bil neki šaljivi video na TikToku, ne, in je potem Luka rekel, ja, Lara mu je pa potem enemu, ki je nekaj kritičnega napisal, odgovorila nazaj, nimaš pojma, ne, glavnem. Mislim, da noben od njiju ne bo šel po mojih stopinjah, vsaj zdaj ne izkazujeta tovrstnega angažmaja. Sta pa res tako, ke se tiče pravičnosti, moralne zavezanosti, vidim pa, da vlečeta neke vzglede iz te primarne družine. Tudi zaščitniška sta do ostalih, do starejših izredno spoštljiva. Tako da mogoče pa. Kaj pa mama? 88 let je stara, bistrih misli in duha, vajena vsega hudega in lepega. Vam ona kdaj postavlja kakšno vprašanje,
kam gre ta svet? Ona ne sprašuje o tem, kam gre ta svet, ona bolj sprašuje, kdaj boš prišla domov. Ona, pa kje si tako dolgo, ne? Ona kot vsaka mama, ne, želi, kljub, njenim zrelim letom in kljub mojim, Svoje piščance na kupu, ja, ne? ja. In, sem vesela, da je zdravje še tako dobro služi, vsak dan. Smo pri skupnem obedu, ko pridemo. Mogoče je ona eden izmed mojih največjih kritikov pri sprejemanju odločitev oziroma, reče, ti meni doma nič ne povedaš, ne, kaj moram ja to iz televizije ali pa iz časopisa izvedeti, ne. Tako kot že omenjeno, doma se ne pogovarjamo o službenih, zadevah. No, kako bogato znanje imate, govori tudi podatek, da ste izjemno aktivni v različnih društvih. Gasilka ste, delujete v društvu vinogradnikov, v društvu kmečkih žena, ste v športnem društvu Radovica in tudi v društvu prijateljev Metliške Črnine. Kje pa se najbolje počutite? Najbolj se počutim med gasilkami in med gasilci. Tam ste v bistvu že od 7. leta, ne? Tako. Kaj vam pomeni uniforma? Uniforma kot uniforma ne, ker, gasilca ne dela bleščeč kroj, uniforma, ne vem, čini. Bolj gasilca dela tista čut do sočloveka, do najbližjega soseda, da ko je v stiski, da mu pomagaš, da ti ni škoda časa, da ti ni škoda, nobenega, angažmaja, odrekanja lastnemu, ne, s tem, da osrečiš nekoga drugega ali pa da mu pomagaš. In gasilci so ena taka sredina, ki vse to omogočajo, ne, vso to človeško plemenitost, da pride na plan. In, od tu sem se, pač, vedno našla, in, to tudi prenašam na ostale. No, in glede na vse te funkcije, kdaj imate čas res in samo zase? Na Božič. Kaj vam pomeni božični večer? Tisto, kar celo leto čakam. Mir, spokojnost, čas za družino, tudi za kako razvado, ki je sicer ni. Tisto pričakovanje. Pričakovanje, da bo vse dobro, da bo vse lepo in da bo vse mirno. Ženska ste, načelna, moralna, menda zelo mehkega in odprtega srca, vsaj tako pravijo tisti, ki vas dobro poznajo. Ampak ste odločni. Povejte mi, koliko vas je politika spremenila? Jaz, ko sem šla v politiko, sem sama sebi na neki način dala zavezo, pa si obljubila, da zato, da bi pridobila druge, ne bom dovolila, da bi izgubila sebe. V končni fazi, so me ljudje podprli glih zaradi tega, kar sem. In če bi se spremenila, ne, zaradi politike ali pa zaradi okoliščin, več to ne bi bila jaz. Pa ste vi spremenili politiko v vašem okolju? Trudim se, da bi bila to politika sodelovanja, povezovanja, ne delitev. Tudi jaz v občinskem svetu nimam pozicije niti opozicije. V smislu, da, v vseh teh ključnih zadevah se poenotimo. In predvsem si želim preseči to, da, ni pomembno, kdo da kakšen predlog, ampak da je pomembno, kakšen predlog to je. Da to presežemo vsi skupaj kot ljudje in kot, skupnost. Očitno vam uspeva, ne? Ampak, ne samo govorniški oziroma politični oder, blizu sta vam tudi film in gledališče. Še preden ste stopili v politiko, ste igrali glavno vlogo v humorni gledališki predstavi, po kateri je Uroš Raztresen kasneje posnel tudi film. Gre za avtorsko zgodbo, vrnitev Lojzeta Maškute iz Amerike. Takrat ste na Radovici razprodali kar nekaj predstav, če se ne motim. Kaj pogrešate te odrske, filmske trenutke? Pogrešam, ker, Radovica je kraj, ki je od vedno dihal z kulturo, z umetnostjo že, v zgodovini. In, jaz sem bila recimo 4 leta stara, ko so nas otroke angažirali za, mislim, da je bil 27. april.
In takrat so želele gospe na avdiciji od mene, da bom pela Šivala je deklica zvezdo. Jaz sem zapela, ampak že po uvodnih taktih so rekle, ne, ti ne boš pela, ne, ker pač dar posluha mi ni dan in ti boš igrala. In v bistvu od takrat sem igrala že pred osnovno šolo, v osnovni šoli pod vodstvom izjemne profesorice gospe Rusove v gledaliških predstavah. Potem tudi na mojo pobudo v srednješolskem internatu smo imeli. Potem je na nek način to zamrlo in tam pred kakimi 15 leti smo na Radovici pač obudili gledališko skupino. Ta vrnitev Lojza Maškute je v bistvu bila prvo kot dramska igra. Z njo smo nastopali, mislim, da 16krat ali 18krat. Razprodano, ne, vse. Razprodano, ne vem, pridi zvečer na grad v Metliki, nas je gledalo baje 600 ljudi obenem. S prostovoljnimi prispevki iz tega naslova smo potem opremili z gledališkimi zavesami dvorano gasilskega doma, poskrbeli za ozvočenje, za tehniko, v bistvu vse smo vložili v skupnost. No, to je pa pač pobuda, kar se tiče filma. Ampak ta film je pa zanimiva zgodba, ne? Dobili ste nekakšen honorarček in od tistega honorarja kupili mizo za namizni tenis. Tako je. Od honorarja za vrnitev Lojza Maškuta. Pač to je bil denar, ki za moje pojme ni bil prigaran, kot je v vinogradu ali pa v službi. In sem na nek način si želela privoščiti nekaj, kar si sicer ne bi kupila, ne? In me bo vedno spominjalo na to. Imate to mizo še danes? Seveda imamo. Še igrate tenis? Namizni tenis je ena izmed mojih mladostnih ljubezni, kar se tiče športa, in tudi danes sicer redkeje sežem po loparju, ampak se še zgodi. Se z možem kdaj pomerita? Ne, on ne zna dobro igrati namiznega tenisa. Kaj pa otroka? Luka je tista, ki ampak Je mama boljša, ne? Je. Kaj pa sicer, Martina, ste tradicionalna ženska? Zdaj vprašanje, kaj je tradicionalna ženska? Spoštujete tradicijo? Ali greste radi kdaj malo po svoje? Rekla bi, da grem rada malo po svoje. Praznovali boste prihodnje leto Abrahama. Bo to šlo po svoje ali boste tradicionalno praznovanje imeli? Odvisno, kaj me bojo pripravili. Ne, tisti bližnji ampak jaz sem človek, ki ne mara prevelikih presenečenj. Rada imam nek način dorečeno, red, premišljeno. Tako da mislim, da bo kar tradicionalno praznovanje Abrahama. Pa ko potegnete črto skozi opravljeno delo oziroma podopravljeno delo, ste zadovoljni? Sem. Ker se mi zdi najbolj pomembno v življenju to, da si človek. Da imaš rad, da ljubiš ljudi okoli sebe, da jim znaš prisluhniti, da ravnaš tako, kot je prav, pravično, pošteno in pa predvsem tudi to, da držiš dano besedo. To se mi zdi najbolj ključno in tudi sama se vsakodnevno trudim, da to zasledujem. Kaj pa bi vam v politiki pomenil največji uspeh? Kje pravzaprav, kaj bi si šteli v to, da to sem pa dobro naredila? V politiki, kaj? Tretja razvojna os. V smislu, da vsemi temi prijemi ali pa, dajmo reči, težnjami, da dosežemo to, da se iz Bele krajine še hitreje pripeljemo v Novo mesto in v svet. S tem bi omogočili ne samo razvoj gospodarstva in večjo konkurenčnost naših subjektov, ampak predvsem bi našim zanamcem omogočili, da bi živeli v čistem, varnem življenjskem okolju, hkrati pa vsemi danostmi modernega sveta. In da bi začeli verjeti spet drug v drugega, se vam ne zdi, da je tega vse manj? Res je. Ampak tu se moramo prepustiti.
v človeško dobroto in to je mogoče ljudem najtežje, ne. Sprejeti, da je nekdo dober zaradi tega sam po sebi že dober, ne pa, ker bi imel v ozadju, neko preračunljivo misel, da mu bo da je dober zaradi tega, ker mu bo nekoč prav prišlo, ampak tako se prepustiti. In če bi danes izbirali vse dosežke in vse spomine, jih nekako popredalčkali, kaj bi želeli obuditi? Katero obdobje, morda kakšen trenutek, spomin je tisti, ki bi vam sedel na prvo mesto? Če tako razmislim, sedanji trenutek. Zdaj živim, v tem momentu. Za nazaj je že moralo biti tako, kot je bilo. In to sprejemam, ne glede na to, da bi si mogoče želela kako stvar drugače, ampak vse ima vpliv na vse v bodoče. Tako da Martina, kaj bi pa radi počeli, če bi dobili vse talente tega sveta? kaj bi počela, če bi imela vse talente tega sveta? Jaz sem zadovoljna s temi, ki jih imam, ki jih hvaležna za njih, da jih ni vseeno tako malo, ampak če bi imela vse talente tega sveta, pa najbrž več ne bi bila Martina. Verjamete vase? Verjamem. Sodelavce? Verjamem v vseh, s katerimi imam priložnost sobivati. Prepričana sem, da smo v pravi korelaciji in da je to samo pot navzgor. In kandidatura je tu pred vami, oziroma najbrž, da bo, ne, za drugi mandat. Se vidite še na čelu občine? Vidim se na čelu občine, vidim se na čelu ljudi, v imenu katerih delujem in v interesu katerih delam. Kaj bi si želeli postoriti v drugem mandatu? V drugem mandatu bi si želela narediti premik na področju gospodarstva, kar se tiče te kulturne infrastrukture. Sem vesela, da nam je v tem mandatu ogromno uspelo, ko govorimo o stavbi Konzuma, govorimo o muzeju in tako naprej. Želela bi si predvsem infrastrukturno zagotoviti primerljive pogoje našim občankam in občanom v primerjavi z ostalim delom Slovenije. Predvsem pa utrditi tisto zavedanje v ljudeh, ne, ko smo prej rekli. To medsebojno spoštljivost ohraniti do te mere, da se zavedamo, da nam pa vseeno ni tako zelo slabo, oziroma da je nekdo lahko nekomu še težje kot nam. Verjetno se je takole pred javnostjo težko razgaliti, ampak kaj bi si pa želeli v zasebnem življenju? V zasebnem življenju. Zdaj, delovalo bi zelo egoistično, če bi rekla, da imam vse, kar rabim. Imam ljubečega moža, razumevajočega, to sem si od vedno želela, ki me podpira, ne glede na to. In tudi takrat, ko mogoče jaz rečem, ne, mi reče tako prizanesljivo, saj ti ne znaš biti drugačna, ne, in od prvega dneva si taka in pač, ne, on to vse vzame na neki način v zakup in me ima rado takšno, kot sem, in me nikakor v nobenem obdobju našega bivanja ni želel spreminjati, To ne. je pohvalno, kajti to pomeni, da vas politika da vas politika ni prav nič spremenila, ne? Ne. In kar se tiče otrok, moja želja zgolj to, da bi bili srečni s tem, kar počnejo, da bi se sprejemali, tako kot sprejemam jaz sebe in na neki način to je tisto, kar osmišlja življenje. No, pa zaključiva tale najin pogovor. Naj bo prihodnje leto polno dobrih izzivov, lepih izzivov, predvsem pa takšnih, ki se jih boste lotili z veseljem, energijo, optimizmom in seveda naj vas spremljajo pokončni ljudje na vaši poti, pa kamorkoli vas bo že zaneslo. Hvala lepa, to ste tako lepo povedali, da tudi vsem jaz enako želim. Srečno tudi vam, dragi poslušalci, gledalci, uživajte in naj vam bo konec letošnjega leta res pisan na kožo, predvsem pa preživite ga v prijetni in topli družbi.